Najlepši pozdrav. Moje ime je Vanja Kisvardaj in bom v teh nekaj minutah vam predstavila še program inkluzivne pedagogike, ki je magistrski študijski program druge stopnje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Torej, ta naš program je relativno mlad, nov, 13. leto ga letos izvajamo in se izvaja kot magistrski študijski program z 2 letnikoma in naši diplomanti v bistvu vstopajo že z nekim predznanjem, ki je največkrat pedagoški, lahko pa tudi kakšnih drugih smeri, in to smo ugotovili, da je ena velika dragocenost, ker nam prispevajo prvič, delajo širino v bistvu tega programa, dajejo nove uvide, tudi nove izzive, dopolnjujejo v bistvu tudi ta prostor z nekimi novimi, pa računamo nanje tudi v tem smislu vseživljenjskega izobraževanja, ki je pomembno tudi na področju inkluzije in nasploh v inkluzivni družbi. Torej, kot sem prej že omenila, je ta naš program se izvaja 13. leto in v tem času smo nekako usposobili ali pa je uspešno zaključilo, zagovarjalo študij že skoraj 500 študentov, tako da je 500 študentov tudi že pridobilo naziv magister profesor inkluzivne pedagogike na Univerzi na Primorskem. Torej, zakaj sploh je bila pred 13 leti nekako ta odločitev sprejeta za nov študij, za študij inkluzivne pedagogike? Enostavno zato, ker je zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je stopil v veljavo leta 2000, nekako odprl vrata vsem otrokom, tudi tistim, ki so se do tedaj v glavnem izobraževali v kakšnih posebnih inštitucijah, v zavodih, posebnih šolah in omogočil v bistvu inkluzivni način izobraževanja. Na teh šolah so sicer odlično že delovali specialni pedagogi, vendar pa se je pokazala potreba po prvič več teh strokovnih delavcih, drugič pa po strokovnih delavcih, ki bi v bistvu imeli širša znanja, torej, ki bi imeli znanja tudi za recimo delo z otroki, ki imajo težave na področju sluha, vida, ki so gibalno ovirani, z avtizmom in tako naprej. Tako da je bila ideja takrat pionirjev tega študijskega programa na naši univerzi, da se v bistvu pripravi predmetnik, kjer bodo zastopane oziroma kjer bodo metodike za delo z vsemi temi potrebami, posebnimi potrebami otrok. Mogoče tukaj le na hitro samo prikažem v bistvu predmetnika prvega in drugega letnika, torej poleg številnih metod dela, predmetov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, z psihologijo tudi in pedagogiko, je seveda na koncu vsakega letnika tudi še obvezna praksa, kjer študentje pridobijo v bistvu tudi te izkušnje, ki so zelo dragocene, ob katerih in jih reflektirajo in predstavijo tudi, tako da to skupaj z njimi ugotavljamo, da je en tak zelo pomemben del študijskega procesa, ne samo zaradi njihovega profesionalnega razvoja, ampak tudi pravzaprav zato, ker nosijo v vse te inštitucije, se pravi v šole, pa tudi v druge vzgojno-izobraževalne in tudi druge inštitucije, neke nove, sveže ideje, ki jih vedno imajo študenti, znanja, ker seveda profesorji sledimo tudi novim spoznanjem na tem področju. Inkluzivna pedagogika je še zelo v razvoju, tudi v svetu, in v bistvu sodoben razvoj, sodobne tehnologije omogočajo veliko novih pristopov v delu, ki jih seveda vpeljujemo in vnašamo tudi v naše izobraževanje. Zdaj, kdo je inkluzivni pedagog in kako vidijo poslanstvo inkluzivnega pedagoga, bo pa povedala ena izmed naših študentk kot predstavnica v bistvu večjih, tako da nekaj v svojem imenu, nekaj pa tudi v imenu kolegic, s katerimi je govorila. Izvoli, Petra. Pozdravljeni. Naj začnem s svojim poslanstvom. Moja želja je bila
nekako takšna. Toliko stvari se mi zdi, da je v našem šolskem sistemu izziv, no, težava, mogoče eno tako, ne vem, eno tako stisko sem začutila v šolskem sistemu in sem rekla, joj, pa vidim možno jih polno poti, a ne, in potem se mi zdi, sem na eni taki prelomni točki v življenju tudi, sem rekla, nič, grem jaz študirati inkluzivno pedagogiko, da bom za svojim zgledom lahko pomagala v bistvu v šoli, šolskemu sistemu, konec koncem otrokom in s tem, ko bom mogoče znala ozaveščati, spominjati, prepoznati potrebe, ne samo otrok s posebnimi potrebami, ampak vseh otrok, tudi, ne vem, iz revnih družin, iz velikoštevilčnih družin, iz otroci, ki so mogoče tiho in nikoli ne pridejo do besede in jih mogoče niti ne opazimo, ker so pridni, no, in tako pač na tak način, to je bil moje poslanstvo, no, potem so pa še druge študentke napisale, kaj je njihovo poslanstvo, ki ga vidite tukaj na zaslonu, ne, ker učitelji potrebujejo to znanje, ker je potrebno upoštevati temeljne pravice otrok na področju učenja in napredovanja, ker imam rada delo z mladimi, predvsem tistimi, pred katere so postavljeni izzivi, kot so posebne potrebe, ker se mi zdi inkluzija pomembna za družbo in se čutim poklicana za ta poklic, so misli še nekaterih študentk. Zdaj pa predajam nazaj besedo profesorici. Hvala lepa, Petra, za ta glas iz predavalnic. Da si to še enkrat montiram. Okay. Tako, ja, poleg vseh teh, bom rekla, temeljnih znanj, ki jih vidite tudi tukaj na predmetniku, ki smo ga že prej preleteli, pa ne bom v bistvu vsakega predmeta posebej izpostavljala. Moram reči, da vsak profesor je zelo, bom rekla, zavezan svojemu predmetu in skrbi nekako za to, da sledi temeljnim znanjem, pa tudi seveda sodobnemu napredku na vseh teh področjih. Skrbi pa tudi za to, da poleg neke teorije, ki seveda je nujno potrebna in zaobsega največji del dela pri posameznem predmetu, vključuje v bistvu tudi ustvarjalnost in projektno delo, kar ugotavljamo seveda, da študentje nekako se največ naučijo in tudi najraje verjetno naučijo teh znanj, spretnosti, veščin, tudi vrednote pravzaprav razvijajo preko projektov, ki so, bom rekla, nekako res zelo tesno povezani z otroki, z osebami s posebnimi potrebami. Tako da v nadaljevanju mogoče samo preletimo nekatere projekte, peščico projektov, ki so jih študentje do sedaj recimo naredili, mnogo več jih je, ampak nekaj jih bomo dali tudi, ker je nekaj videoposnetkov, pa menda zvok zdajle trenutno ni možen, tako da bodo po povezavi možni kot linki, da si boste ogledali kasneje tudi to. Torej, zagotovo otroci s posebnimi potrebami, pa ne samo oni, vedno govorimo o tem, da inkluzija ni namenjena res ne samo otrokom s posebnimi potrebami, ampak ne bi predstavljala dvig kakovosti v vzgoji in izobraževanju, torej res proučiti načine učenja in v bistvu pripraviti tudi pripomočke, prilagoditve, pristope v bistvu na take načine, da bodo učence čim bolj aktivno spravili k učenju in da bodo pri tem vključevali čim več čutil, torej da bo to veččutno učenje. Tako da preko številnih pri vajah in pa tudi projektnih nalogah v bistvu študenti izdelujejo različne pripomočke, ki jih potem uporabljajo bodisi v skupinah pri pouku, lahko pa seveda tudi pri izvajanju dodatne strokovne pomoči ali pa učne pomoči, ki jo tekom študijskega procesa tudi izvajajo tekom prakse oziroma na vajah. Potem nekaj takšnih zanimivih
pristopov seveda imamo tudi opisanih v okviru magistrskih del, kot zaključnih del, nekateri so zelo inovativni, nekateri že uveljavljeni, pa vendar za njimi stoji ogromno izkušenj in tudi zanimiva teorija, kot na primer učenje rit branje s pomočjo kužkov, pa tudi druge veščine, ki se jih lahko s terapevtskimi živalmi nekako poslužujejo naši strokovni delavci. Na različne načine še naprej, učenje, ki vključuje različne aktivnosti, tudi z gibanjem, z igro preko igre. Zelo veliko in zelo dragocen prispevek praksi je tudi s pomočjo tipank, ki jih je naša profesorica Aksinja Kermauner s svojimi študenti, res bom rekla, tako prav v izobilju prispevala praksi. Tako da tukaj je nekaj teh primerov, sicer pa tega tudi še veliko več, tudi socialne zgodbe, recimo kot ena od takšnih stvari, ki so zelo uporabne, recimo za različne posebne potrebe, pa tudi za neko vzgojo v razredu, tako da je en tak inkluzivni pripomoček. En od takih zelo zanimivih projektov, ki smo ga s pomočjo študentov izpeljali, je bil tudi na področju arheologije v Simonovem zalivu, kjer so študenti prilagodili v bistvu obisk arheološkega muzeja za osebe za različne tipe posebnih potreb in to dejansko tudi izvedli z različnimi skupinami, pripravili v bistvu vse pripomočke, tudi dramatizacijo in v bistvu na tak način omogočili tudi eno takšno doživeto zanimivo izkušnjo skoka v preteklost. No, še en, bom rekla, tudi izjemno dober projekt, za katerega računamo, da bo tudi v bodočnosti bil uporaben številnim šolam, učiteljem, inkluzivnim pedagogom, je bil projekt sodelovalno poučevanje v prvi triadi, ki smo ga izvedli v sodelovanju z Osnovno šolo Jožeta Moškriča v Ljubljani in v bistvu preizkusili en tak način inkluzivnega poučevanja, ki je recimo tudi dokazano učinkovit in bi verjetno lahko zelo razbremenil učitelje, povečal inkluzivne kompetence pri splošnih, učiteljih razrednega in predmetnega pouka, hkrati pa omogočil predvsem napredovanje v znanju, pa lajšanje recimo na področju učnih težav in teh stisk prav, ki nastajajo zaradi učnih težav večjim otrokom, ne samo tistim, ki imajo odločbe in že imajo dostop recimo do dodatne strokovne pomoči, ampak tudi drugim, ki v bistvu tega nimajo. Tako da k temu vabimo tudi naše študente tekom prakse, da že v bistvu preizkušajo in si prizadevajo v bistvu za uvajanje tudi tega pristopa v naših šolah. Potem recimo še en tak zanimiv, ki bi nam sicer služil nekako za konec, ampak ga ne bomo mogli predvajati, je prepoznavanje in odstranjevanje ovir, na katere naletijo v tem primeru gibalno ovirane osebe, ko želijo recimo v vsakdanjem življenju iti na kavo v mestu, vendar to ni tako zelo enostaven projekt in odločitev. So pa tudi mladi z gibalno oviranostjo tukaj lahko zelo ustvarjalni, tako da je tukaj tudi primer enega takega mladeniča, ki je naredil tudi aplikacijo, ki je v pomoč drugim turistom, tudi recimo z gibalno oviranostjo, ki pridejo recimo v naše mesto. In morda še za konec eden od najmlajših, najnovejših projektov, ki so se nedavno v februarju ali marcu odvili, pa je bil projekt veččutne makete mesta Nove Gorice, ki so ga izpeljali študenti inkluzivne pedagogike v okviru predmeta metode dela s slepimi in slabovidnimi.
in tako omogočili spet ne samo slepim in slabovidnim, ampak pravzaprav vsem, ki jih zanima, kaj so tiste glavne značilnosti mesta, da si jih lahko tudi na en tak veččuten način ogledajo. Seveda imamo v okviru študija tudi izbirne predmete, ki jih ponujamo vsako leto tudi različne, vedno se ne izvajajo vsi. Tukaj sledimo tudi na nek način novostim, tudi željam naših študentov, da bi v bistvu pridobili določena znanja in tako še izpopolnili dodatno razvijali tudi v bistvu svoje kompetence in izpopolnili svoje znanje. Moram reči, da so študenti radi prihajajo na predavanja. Lansko leto smo imeli tudi eno okroglo mizo, kjer smo z njimi v bistvu govorili tudi o njihovih izkušnjah, sploh teh, ki so že v praksi, tako da potrebe so zelo velike in izzivov je pred nami še tudi veliko, je pa treba morda poudariti tukaj, da so možnosti za zaposlitev inkluzivnih pedagogov dobre, ker so potrebe velike in ker so naši magistri inkluzivne pedagogike v bistvu tudi zelo kvaliteten kader, za katerega so mnoge šole, mnogi ravnatelji v bistvu prepoznali, da so zelo dragocena pomoč v šolski svetovalni službi in kot izvajalci dodatne strokovne pomoči. Tako da toliko za enkrat, več informacij pa seveda lahko dobite na naši spletni strani, kamor ste povabljeni.